lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije pred tekmo Slovenija-Švedska, jutri v Stožicah. Z mano sta selektor Matjaž Kek in pa Jaka Bijol. Hello for the foreign media, hello and welcome to the press conference of the Slovenia national team. With me Jaka Bijol, the player Jaka Bijol and head coach Matjaž Kek. We'll start with Jaka and I'll do a resume of his statement. Jaka, kar pričakovanja pred tekmo jutri. Dober dan še z moje strani. Začetek novih kvalifikacij. Mislim, da smo bili vsi že zelo v pričakovanju tega začetka. In v 3 mesecih hitro bo konc. Pripravljeni smo na jutrišnjo zelo težko tekmo in s podporo Stožic mislim, da lahko dosežemo zelo dober rezultat. We could hardly wait for the start of the qualifiers and it'll be very quick, just 3 months and it's over. It's going to be very hard tomorrow, but with the help of home fans at the Stožice Stadium, I think we can do something great. Gremo kar na vaše vprašanja. Jaka, zdravo. Minutaža v klubu ni idealna, dolž nisi bil v tej situaciji, ampak vseeno, koliko si pripravljen na jutrišnji boj Švedi, kjer vemo, ali pa vsaj mi mislimo, nazven, da je ta njihov napad največja nevarnost. To 2 tekmi na klopi tudi ni neka strašna stvar, konec koncev, ampak prvo kot prvo je, da se dobro pripravimo na jutri in mislim, da smo vsi fantje zelo polni samozavesti, nekaj tudi od prejšnjih rezultatov in vemo, da lahko igramo proti komorkoli in smo pripravljeni tudi na jutrišnjo tekmo z dobrim nasprotnikom. Težko bo, ampak treba pomagati drug drugemu v težkih situacijah in sem prepričan, da jih lahko zaostajamo. Sta se v zadnjih dneh pred odhodom na akcijo z Gudmundsonom že kaj pogovarjala o tej tekmi? Pa smo normalno, še soseda smo veliko časa preživela skupaj v zadnjem obdobju in smo normalno, da smo predebatirala cele tudi jutrišnjo tekmo normalno in tudi oni so zelo samozavestni konec koncev. Mislim, da so tudi bili v zadnjem obdobju tudi dobri rezultati in to je, da bo res težka tekma jutri. Pripravljeni so oni, pripravljeni smo mi, tako da dobra tekma bo. Hvala, še kakšno vprašanje za Jako? Any questions for Jaka from foreign media? Okay, just Natasha and then. Jaka, živijo. Koliko sta pa ti 2 predstavi proti Švedom in Švici tvoji odvisni oziroma koliko boste vplivali na to igranje ali neigranje potem tudi v klubskem dresu? Hvala. To ne bo vplivalo na igranje v klubskem dresu, konec koncev. Bo se treba tam zboriti za minute. Nisem imel niti še prave priložnosti, da se zborim, tako da mi dajte se malo časa, da pokažem svoje in potem sem prepričan tudi, da bo minute prišle. Ni še bilo prave priložnosti, ni še bilo časa in te 2 tekmi pa normalno, to sta nekaj za sebe. Tu imamo svoje cilje, skupne cilje z reprezentanco in mogoče bo gledal tam tudi s trenerjem, ampak dvomim, da bo pa kaj vplivalo naprej. Hvala. Hello. Going up against Sweden, what do you think about their offensive players that you have in Gyökeres and Isak? Good players. And what is their strength? They had a lot of good characteristics, yes. Do you think that ahead of this game between you and Sweden, who do you see as the favorite in this World Cup qualifier? No favorites. And the last one, Isak going for a record amount of money to Liverpool. What do you think about the amount? Congrats. Thank you. Thank you. Še kakšno vprašanje za Jako? Jaka, morda malo o vzdušju v reprezentanci. Pa nič se ni spremenilo. Mislim, da je vzdušje že nekaj časa zelo dobro. Da gremo po tej poti naprej.
en rezultat nas nekako ne gremo gor ali pa ne gremo dol, da držimo neko svojo črto in pozitivno naprej. Pa tudi prisotno je veliko zaupanje javnosti, ne? Stožice so razprodane. Ja, definitivno. Lepo videti tudi nek dodaten pritisk konec koncev, da to vzdržujemo in se veselimo polni Stožic tudi jutri. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, Jaka. Hvala. Thank you. Mi pa nadaljujemo s selektorjem Matjažem Kekom. Matjaž, pričakovanja pred jutrišnjo tekmo, pred začetkom kvalifikacij. Dober dan, tudi v mojem imenu, dobrodošli na Brdu. Ja, pred začetkom kvalifikacij se dobro zavedamo, kako težka naloga je pred nami, ampak naloga polna motiva, polna velikih izzivov. Skupina igralcev, ki si v zadnjem času absolutno zasluži popolno zaupanje in takšnega ima tudi strani strokovnega štaba, strani mene. Atmosfera je tako dovolj so koncentrirani in dovolj se zavedajo, koliko milijonov bo na nasprotni strani, kakšen je izziv proti reprezentanci, ki jo je Thomason izredno dobro zložil, ki je nekje prepoznavna s svojim načinom igranja, ampak samozavest je ena izmed vrlin naših fantov, jaz mislim, da upravičeno. Je pa jasno, da v športu lahko gre na eno stran ali pa na drugo stran. Mi vemo, nekje pripravljamo neko pot, da bi prišli do točk, ki so prepotrebne v tej izenačeni skupini, tako da veseli nas seveda še en razprodan stadion v naših tekmah, tudi to se ni zgodilo slučajno, tudi to ni zaradi tega, ker smo simpatični in tako naprej. Tako da zdaj govoriti o posameznikih ni na naši strani in na njihovi strani, mislim, da je nepotrebno, ker ravno ekipa bo tista, ki bo dala potem tisti zadnji tač k uspehu ene strani ali pa druge. Mi delamo in želimo in prepričani smo, da bomo to mi. Hvala. We are very aware of the tough task that we have at the start of this qualifiers. We are full of motive and my players enjoy complete trust from me, from my staff. The atmosphere is, we are concentrated enough to be aware of the team that the national team that we're playing against, but confidence is our strong suit in this case, and rightfully so. Even though in sport anything can happen, we will need points. We will need points in this very tough group, very equal group, and I'm very happy that we have another sold-out arena, which didn't happen by chance, and I would not like to go into the details of the individuals, because in the end there are a lot of great individuals in both sides, but in the end the team will be the one that is deciding factor on either side, and I'm sure that I'm sure that it could be us. Gremo kar na vprašanja naprej. Gorazd. Gospod selektor, morda to vprašanje. Vidite ta septembrski začetek kvalifikacij morda kot plus ali minus v primerjavi, če bi bil že spomladanski, še posebej ob dejstvu, da nekateri igralci so seveda menjali sredine, slišali smo glede Jakata, ne, in se ukvarjajo tudi s tem, kako v ekipi vas to slučajno kaj bremeni ekipo, oziroma kako ste pristopili tudi do tega, da s temi igralci v bistvu se pogovorite glede tega. Ja, mislim, da je popolnoma običajna situacija septembrskega termina. Prestopni rok bo počasi čez celo leto. Seveda je to ena izmed zadev, v katerem razmišljajo igralci in njihovi agenti, ki so odgovorni za vse to skupaj. Na drugi strani vsi ti prestopi pomenijo ne takoj tudi strani slovenskih igralcev takojšnjo minutažo, ampak vse to je lahko, če obrneš v pozitivno zadevo, samo še dodaten motiv, dodatna zagnanost na treningih, v tekmah.
Kader, kot vidite, se ni kaj dosti spreminjal. Časa za treninge običajno ni dosti, tako za nasprotnike kot za nas. Poskušamo pač v vsaki minuti druženja in na igrišču in na obigrišču usmeriti fante, fokusirati jih na nalogo najprej, kar se tiče švedske reprezentance in potem dalje. Nikoli ni bilo v primeru slovenskih reprezentanc idealno, ali minutaže, ali ti prestopi, ali forma, ampak oni so dokazali, ko oblečejo dres slovenske reprezentance, da vedo, zakaj gre, kakšno odgovornost nosijo, in jaz sem posebej vesel tega njihovega odnosa in obnašanja na igrišču in ob igrišču. Hvala. Lep pozdrav, gospod selektor. Imate že v glavi prvo enajsterico ali imate še kakšne dvome? Ne, nimam še. Dvomov ali? Prosim? Hec. Sem razumel. Jaz sem, verjetno bi vi radi vedeli enajsterica, ki bo igrala jutri. Ne. Ni običajno, da jo povem. Zdaj pa ne vem, zakaj bi bil potem tukaj, če že ne bi imel v glavi ena A, B, C, kot vi novinarji radi rečete. Jasno je, da se določene stvari so se že avtomatizirale, kar se tiče tudi naše postavitve. Vedno je dobro, da pripraviš kaj novega. To so nove kvalifikacije. Tudi vsi igralci niso na istem nivoju, kot je vaš kolega prej vprašal in gotovil. Še vedno je ta danes trening jutri dopoldan, ki lahko razreši neke dileme, bolj ali manj se ve, zakaj gre v primeru naše reprezentance. Zdaj vedno sprašujemo, kako so igralci, kako pa ste vi, kako se vi počutite? Če mislite, kako je moj hrbet boljše, je boljše. Dosti je bilo terapije, ampak tudi verjetno zob časa svoje naredi, druženje z vami, izzivi na igrišču in vse to skupaj pusti neke posledice, ampak s pomočjo teh ljudi, ki so odgovorni za vse to skupaj, je boljše. Tako da jaz sem vsaj zdaj pred tekmo najmanjši problem, lahko se pa zgodi, da bom po tekmi največji problem, ampak takšno je naše življenje trenerjev. Srčno upam, da ne. Hvala. Do you have any questions from the foreign media for the coach? Go ahead. Hello there. How highly do you rank the Swedish offensive players? You ask the Jaka same. Yeah. It's the same answer from my side. And going up against Sweden, Alexander Isak is not sure if he's going to play 90 minutes or anything at all. What does that mean for you in Slovenia? Like I said before, not one player is important in this match. The team is this quality of both sides, so I think that it's a lot of big names. The numbers are crazy, but play Slovenian against Sweden. And getting a good start here in the World Cup qualifiers, what would that mean for you? Because every time it's very important how do you start, but we start with a lose against Sweden in National League. On the end was Slovenia, happiest team. So I think, and I hope that we do the same in this case. And the same one as this is the fifth question. Yeah, I have a lot. You consider Slovenia or Sweden as favorite? No. No one. No. Thank you. That You're was welcome. fifth then. Imamo še kakšno vprašanje za selektorja? Jaz sem se že zbal, Jaka, da te ne bo. Ne, bom nekaj. Gospod selektor, zdaj govorite o tem, da sta obe ekipi pomembne in tu se seveda strinjamo, ampak mi pa mediji pa govorimo seveda o teh največjih imenih na eni in drugi strani. Me pa zanima, koliko ste pri fantih kaj sprožili, začutili, razložili, da bojo res pomembne ekipe in da se tudi fanti recimo ne ukvarjajo sam s temi številkami Isaka, Gyökeresa in teh najbolj izpostavljenih. Te številke so res nore, ne. To gre, počasi gre to v take višave, da si že težko zamisli vse to skupaj. Ampak na koncu, če bi, tudi meni je osebno, na primer, velik izziv, ko igraš proti
boljšim, znamenitejšim selektorjem. Tako da verjetno tudi oni na tak način in usmerjamo jih to, da je to seveda tudi na koncu koncev neko priznanje, da nas dajejo v konkurenco z takšnimi imeni, s takšnimi reprezentancami, hkrati pa velik izziv. In ravno ta skupina fantov je v zadnjem času pokazala, da jim je pravzaprav skoraj vseeno, proti komu igrajo. Igramo na nek naš način, komu všeč ali pa ne, in dosegamo pozitivne rezultate, ki Slovenijo držijo v nekem evropskem fokusu nogometa, tudi kar se reprezentance tiče. In ob vsem spoštovanju, in poudarjam to vedno, in tudi v obnašanju na igrišču, izven igrišča, ampak izključno in prvo razmišljamo o sebi, o naših kvalitetah, ki jih poskušamo razvijati, hkrati pa popravljati tiste stvari, ki niso dobre. In to je, mislim, da neka mantra te skupine, s katerimi delamo. Ti odgovori Jake Biola na tuja vprašanja, to je vaša šola ali je to njegova karakterna lastnost, zaradi katere je na koncu koncev tudi podkapetan? Ne, to je pa res zadeva, kjer niti nisem poskušal, niti ne bom, nikdar nisem poskušal vplivati. Vsak nosi od nas svojo odgovornost tudi v obnašanju izven igrišča, in jaz dosti dajem tudi na to, spoštljivo, skromno, ampak samozavestno, hrabro pa odločno. In na nek način te bi lahko te številke hitro zmedle. Na ta način pa mislim, da si dovolj korektno v odgovorih, poveš pa, kaj misliš in koliko časa porabiš za vse to skupaj. Prosim. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje za selektorja? Žan. Gospod selektor, jaz kot namestnik izkušenejšega kolega se počutim dolžnega vprašati. Niste še v istem rangu? Ne, ampak dan pred vašo tekmo bo čas tudi za ogled pomembne tekme košarkarjev na Eurobasketu? To se normalno se to gleda. Zadnjič smo imeli trening, pa smo malo zavlekli. Jaz še enkrat poudarjam, toliko pomembno je ta neka privrženost, toliko pomembno je ta neka vzpodbuda z strani publike, medijev, ampak tudi ostalih športnih disciplin. In jasno, da te zanima, kako bodo izgledali naši. Jaz jim seveda želim še eno zmago, čeprav ne bo lahka. Tekma, ki ima fokus tudi, ki bo imela večji fokus mogoče pred samim začetkom, ampak tako je pač v športu. Veselimo se vseh uspehov, tako kot nas je Celje razveselijo, kar se tiče naše panoge. Pred par dnevi bomo zdaj poskušali mi ostati v fokusu. In ravno ta nacionalna pripadnost, ta nacionalni naboj me veseli tudi, kar se tiče neke atmosfere in pa podpore, ki jo ima nogometna reprezentanca na zadnjih tekmah. Hvala lepa, Jaka. Pa Gorazd, če potem pa zaključimo. Zdaj, če smo že tu. Kam, kje smo? Ja, na Brdu. Pri tem, nekaj tam pa je cirkus, ne, pri košarki. Pa me malo zanima, kako bi vi odreagirali kot selektor, če bi se Beni na nekem zboru reprezentance pojavil z dvema varnostnikoma, če bi predsednik Manchester Uniteda prišel okrog in delil intervjuje. Kak je mogoče vaš pogled na ta drug del tega zvezdništva? Kar se tiče tudi neke hierarhije, nekega reda v reprezentanci, v nogometni reprezentanci, to jasno deklarirano, jasno postavljeno. In zadeve poskušamo, na eni strani poskušamo biti dovolj odprti, dovolj dovzetni z obojestransko komunikacijo, na drugi strani pa ne pustimo, ko se prestopi črta, neke postavljene meje v obnašanju in pa življenju reprezentance, da nam bi karkoli skalilo koncentracijo in vse to skupaj. Če se bo to in ko se bo to zgodilo, se bomo tudi o tem pogovarjali. Bilo bi pa tudi z moje strani mogoče malo nespoštljivo, da razmišljam, da se vmešujem v rešitve teh problemov ostalih športnikov in ostalih reprezentanc. Hvala lepa, Gorazd. Omenili ste te nepredstavljive številke pri zadnjih prestopih, pa mogoče vprašanje, tu je veliko debat o tem, koliko dejansko so realne, ampak čisto enostavno vprašanje, koliko vidite, ali so to dejansko realne, mislim, te številke predstavljajo realne razlike tudi v kakovosti? Ja, seveda,
Ti ne daš slučajno 150 milijonov za nekoga. To so številke, ki so običajne tudi v drugih športih. Mi zdaj z nogometom poskušamo loviti nepredstavljive številke nekje za normalne ljudi. Ampak tako je v športu, vse to gre strahovito hitrostjo v razvoju tega, v razmišljanju. Dejanska kvaliteta se vedno pokaže na igrišču. Če bi mi začeli seštevati številke na eni strani tekem, ne vem, že v zadnjimi našimi nasprotniki, nas ni nikjer, ne, ampak pravim, to je ravno tisti izziv, to je ravno dodaten motiv, to je tisto, kar te podžge še nad tistimi 100%. Še enkrat potrdim, danes pa ni v svetu običajno, da nekdo plačuje brez veze takšne številke. Sigurno je to odraz kvalitete in odraz kvalitete so številke tudi naših igralcev. Tako da jaz sem vesel, da v razvoju teh mladih igralcev, ki jih je kar nekaj v naši reprezentanci, ki zdaj dozorevajo, so številke vedno višje. Še enkrat poudarjam, najprej se je treba izboriti in dokazati, da se nekdo sploh začne zanimati zate, potem pa seveda se začne ples številk, ki je pa iz dneva v dan hujši, ampak tudi na to se bomo morali privaditi. V našem nogometu, v slovenskem prostoru, seveda so to nepredstavljive številke, ampak ko pa pogledaš proti tem najboljšim ligam, najboljšim reprezentancam, pač to je tako. Saj, koliko je pa bila vredna portugalska ali pa angleška reprezentanca na evropskem prvenstvu. To, če primerjaš na eni strani. Ampak to je tisto, ta njihov večji budžet, večje številke daje tudi nekaj draž vsemu temu, ker tudi ta mali je sposoben premagati ta velikega. Hvala lepa, selektor. To je to? To je to. Selektorja zaenkrat spustimo, vas pa še prosim še za minuto pozornosti. Glede na to, da se je selektor navezal tudi na spoštovanje. Na Nogometni zvezi danes začenjamo z družbeno odgovorno kampanjo Spoštuj, ki opozarja na vlogo staršev pri športnem razvoju otrok. Nogomet je za otroke igra, druženje in pa veselje, toda kadar starši nanje prenašamo svoje ambicije in pričakovanja, lahko šport hitro izgubi svoj pravi pomen. Zato bomo danes v javnosti predstavili video Oči otrok, ki pokaže razliko med podporo in pa pritiskom. Njegovo glavno sporočilo je jasno, tvoja beseda otroka gradi ali pa ga zlomi. Izobraževalne vsebine in video bomo z Nogometne zveze Slovenije posredovali vsem nogometnim klubom in jim dali še dodatna navodila o izobraževanju staršev. Tudi starši pa lahko te vsebine najdejo na spletni strani Nogometne zveze Slovenije pod zavihkom Spoštuj. Želimo si, da bi tribune postale prostor spoštovanja in pozitivne energije, da bi starši otrokom pomagali ohraniti veselje do igre in pogum, tudi takrat, ko ne gre vse po načrtih. Nogomet pa naj ostane igra, ki jo otroci igrajo z nasmehom. Video vam bomo predvajali tam na tisti televiziji, da ga boste najprvi videli, ga bomo pa poslali danes tudi v medije. Če pa kdo želi, je pa danes z nami tudi generalni sekretar, pa je tudi on na voljo za kakšne izjave do začetka treninga. Trening je podprt 15 minut. Hvala lepa.